Izkušeno arhitektko smo vprašali, o čem moramo razmisliti, preden se odločimo za gradnjo hiše, vodjo inženiringa pa o tem, kako kvalitetno zgraditi hišo in lepo urediti okolico. Gradnja hiše je za večino Slovencev eden največjih projektov v življenju. Zato nam bosta strokovnjaka povedala, na kaj vse moramo biti pozorni, da nam ta življenjski projekt tudi uspe. Gospa Mojca, za vami je več kot 1000 projektov, to so zračunala, se malce čudno sliši, ampak je res. Kaj bi vi priporočili nekomu, preden pride v arhitekturni biro, kaj storiti? Rekla bi, najprej prvi korak je seveda izbor arhitekta. Vsakmu bi priporočila, da si najde arhitekta predvsem takega, ki mu bo zaupal. Se pravi, ki mu bo zaupal svoje želje, ki mu bo zaupal, da bodo rešitve ustrezne, da bo rezultat tak, kot si ga je naročnik zamislil. Tako da vedno iz te neke kemije med arhitektom in naročnikom vedno pride dober rezultat oziroma obojestransko zadovoljstvo. Kaj pa potem želje naročnika, recimo barva fasade, s čim vse je omejen arhitekt oziroma investitor? Jaz bi rekla, da najprej moramo mi, projektanti, nekako postaviti investitorja na realna tla, se pravi ga seznaniti z omejitvami v prostoru. O tem nam pač govorijo oziroma to nam predpisujejo prostorski načrti, občinski prostorski načrti večinoma po zadnji zakonodaji. V prostorskih načrtih so določeni faktorji zazidanosti, maksimalni, potem pogoji za oblikovanje objekta, pač vse te usmeritve oziroma omejitve, ki so v prostoru. Potem pa moramo tudi pač upoštevati omejitve, ki jih daje parcela, se pravi, ali je to v nagibu, ali je to sončna, senčna parcela, okoliški objekti. Skratka, vsi faktorji, ki vplivajo na izbor ali pa umestitev objekta v prostor. Bi tudi poudarila, da sedaj mlajše generacije imajo zelo izdelano vizijo svoje hiše. Zelo izdelano, tudi finančne omejitve imajo. Mislim, da nam je to prinesla kriza vsem skupaj in da ni več čas, da bi si arhitekti postavljali spomenike, ampak v bistvu gradijo investitorji samo še tisto, kar je pač nujno potrebno. In tudi ta že malce obrabljen izraz trajnostna gradnja, bi rekla, da se že nekako udejanja v praksi, ravno z tega razloga, ker ljudje želijo imeti prijeten dom z dušo, ne pa nek statusni simbol. Mogoče kdo pričakuje, da bom zdaj zlila ves gnev na te oranžne, rdeče, citronasto-rumene slovenske fasade, vendar jaz mislim, da je bila to vseeno neka evforija na to preteklo sivo obdobje, da so si vsi želeli barvaste fasade in da je to zdaj že nekoliko za nami. Novejši prostorski akti, se pravi OPNI, že striktno predpisujejo, da so te barve fasade lahko pastelne. Nekateri OPN-ji celo prepovedujejo vijoličaste, modre barve. Mislim pa, da je tudi zavest pri naročnikih že tako visoka, da so opazili, da so te bolj diskretne barve, bolj prijetne in da povzročajo ali pa da omogočajo več reda v prostoru. 3 enodružinske hiše stojijo v Stražišču pri Kranju na parcelah velikih okoli 500 kvadratnih metrov. Hiše so zidane z materiali podjetja Wienerberger in sicer z opeko Poroterm ter pokrite streho Tondah. Bivalne površine v vsaki hiši je 230 kvadratnih metrov. To so moderne hiše s tradicionalnim pridihom in dušo hiše, na katerih se pogled spočije. Gospod Roman, vi ste vodili inženiring teh 3 objektov. Kakšna je naloga dobrega inženiringa? Ja, bistvo dobrega inženiringa je, da pripelje na gradbišče oziroma objekt dobre preizkušene izvajalce. Zelo pomembna, to so po večini male firme z nekaj zaposlenimi, zelo pomembna je organizacija del, stalna prisotnost na gradbišču, vzdrževanje in reda in čistoče se mi zdi tudi zelo pomembno. Pa dober inženiring je v bistvu, po moji najboljša definicija je to, da je to vez med izvajalcem, investitorjem ter arhitektom. Na podlagi česa se odločate za načrt in za izbiro arhitekta? Ja, če grem v investicijo oziroma nakup parcele, se ponovadi vedno odločam za lokacijo, kjer bi tudi sam z veseljem živel.
velik poudarek dam vedno na ideji oziroma idejnem projektu. Na tej lokaciji sem uporabil 3 arhitekte, sicer to pomeni nek strošek, ampak se mi je zdelo smiselno, da to naredim. In potem, ko sem dobil pač 3 ideje pred sabo, sem v trenutku vedel, kje je ta prava. Ne? In to mi je bilo neko vodilo. Ne? Nikoli v vsej gradnji ne razmišljam, da delam za prodajo, vedno delam, kot da je to za mene. In to mi je vse skozi osnovno vodilo. Kaj pa priporočate našim gledalcem, ki se odločajo za novo gradnjo ali pa obnovo? Ja, mladi ali malo manj mladi, ki se odločajo za novogradnjo ali adaptacijo, naj velik poudarek dajo na načrtovanju hiše in tudi načrtovanju okolice. Ne. Se pravi, odlični načrti so pomembni za izvedbo in ni zapletov med samo gradnjo. Ne. Tule je recimo primer odličnega načrta okolice, ki ga je naredila arhitekta Danica Račič-Ahačič. Recimo s takim načrtom, se pravi, točno so predvidene zelene površine, okolica, tlakovanje in s takim načrtom je gradnja, bom rekel, na prijeten način pridemo do lepega končnega izdelka. Ne. Slab načrt pa pomeni lahko veliko stresa, usklajevanja, slabe volje in predvsem s tem so pa se povezani dodatni stroški. Rad bi poudaril še eno stvar, kar ne piše mogoče v nobenih priročnikih, da za te novograditeljne, da je zelo pomembno, ko pridejo v neko sredino, da vzpostavijo najprej en lep, spoštljiv odnos s sosedi. Predvsem bi pa tudi poudaril, to tudi nikjer ne piše, da ne vzpostavljajo en tak lep, spoštljiv odnos z delavci. To so na koncu samo ljudje in mogoče kakšna kavica, zjutraj čaj, piškoti, to malo stane, ampak na koncu te delavci, verjemti, vračajo s kvaliteto. Če ste se odločili za gradnjo masivne hiše, obiščite center masivne gradnje na Dunajski cesti v Ljubljani. Smo v novem centru masivne gradnje na Dunajski cesti v Ljubljani. Wienerberger center je stičišče koristnih informacij masivne gradnje za individualne graditelje, izvajalce, arhitekte in trgovce z gradbenim materialom. Gospodična Kaja, s kakšnim namenom ste vzpostavili tale center masivne gradnje? Wienerberger center masivne gradnje je bil vzpostavljen predvsem željo, da trgu ponudimo kvalitetne informacije, tehnično podporo, nasvete, dodatno gradivo o masivni gradnji. Tukaj lahko izveste vse o masivni gradnji, o stvarih za novogradnjo in za sanacijo. Seveda pa je vse na poudarku opečne gradnje. Wienerberger je namreč največji proizvajalec opeke na svetu. Organiziramo različne delavnice, seminarje in predavanja, različne aktivnosti, kot so dnevi arhitekta, tako da res poskušamo vsakomur svetovati, da najdemo optimalno rešitev med kakovostno gradnjo ter seveda estetsko prijetnim izgledom za oko. Razstavljene imate različne zidake za različne načine gradnje. V čem je točno razlika med njima? Porotherm S zidak je toplotno izolativna opeka, ki ima posebno geometrijo. Ta posebna geometrija s pomočjo peresa in utora na drugi strani omogoča hitrejšo gradnjo. Način strukturiranja opečnih lukenj v zidaku nam omogoča boljše izolativne vrednosti, to se pravi, ima prehod toplote izredno dolgo pot, in pa maltni žep, pod čemer je ta opeka se bistveno razlikuje od drugih zidakov, če govorimo o načinu vgradnje z malto. Drugi sistem, ki ga predstavljamo, je brušena opeka, Porotherm Profi Dry Fix sistem. Tukaj pa že gre za novo generacijo opečnih zidakov, ki nam omogočajo veliko hitrejšo gradnjo in tudi način spajanja zidaka je drugačen. Zidake lepimo po naležnih površinah s pomočjo lepila, po vertikalnih spojnicah pa se zidaki stikujejo na suhi stik s pomočjo peresa in utora. Opečnat zid imava, zdaj potrebujeva še streho. Streha je danes poleg svoje osnovne funkcije tudi zelo pomemben vizualni element. Tako je, zato se trudimo pri razvoju opečnih strešnikov, da razvijamo posebne formate, manjše, velike in srednje. V Tondah Slovenije doma v tovarni v Borecih proizvajamo opečnike Bobrovec in Zareznik, ki so manjšega formata,
Potem imamo na razpolago tudi večje strešnike, večjih formatov z manjšo porabo na kvadratni meter in tudi velikoformatne strešnike, s katerimi lahko rešujemo tudi modernejše arhitekturne zasnove. Ne samo oblika in format strešnika, na razpolago je tudi številna oziroma široka paleta barvnega izbora, to so naravne rdeče barve, nijanse v rjavih tonih. Strešnike tudi naknadno obdelujemo tako, da so engobirani ali glazirani, ki predstavljajo potem tudi zelo pomemben vizualni efekt pri samem objektu. Da pa streho lahko rešimo kot celotni sistem, so zelo pomembni tudi dodatni keramični elementi, se pravi, so narejeni iz enake surovine kot opečni strešnik, torej iz gline, in dodatno strešino varujejo pred vplivi iz okolja in zagotavljajo popoln sistem. Da pa je celotna streha rešena tudi z ostalimi elementi kot sistem, ponujamo tudi nekeramični del, to se imenuje dodatna oprema Tondach Tuning sistem. V ta sistem pa spadajo snegolovi, lahko so točkovni ali linijski snegolovi. Potem imamo na razpolago tudi pohodne rešetke, ki so zelo pomembne, da lažje dostopamo k čiščenju dimnikov, pregledu strehe in vzdrževanju strehe. Zelo pomembno pri Tondach Tuning sistemu je slemenski trak. Potem imamo na razpolago tudi zaščitne mrežice, ki preprečujejo vhod ptic in ostalega mrčesa pod samo streho.